Prisrčen pozdrav, ura minuta do 3. En fan je rekel, da me bo ob 3 poklical, da ima eno vprašanje. Pa sem rekel, če je take vrste, da lahko to snemam, pa je rekel, da je vezano na COVID, pa na cepljenje. In zdaj me bo poklical, tukaj sem na sončku, sem pojedel solatko. Boš tih, Loki? Boš tih? Loki, smo sama doma, tale moja koliko popravlja dol, rehabilitira v Portorožu, smo 14 dni sama, nimam kaj delati. Evo, že kliče. Halo? Ja, COVID pa cepljenje. Zdaj to takole rekel. Pa sem že to ponovil parkrat. Mi smo se v tej naši družbi zmenili, da grejo eni pametni ljudje na medicino. In zdaj tamkajšnji pametnjakoviči se potem odločijo nekaj na podlagi stroke, medicinske stroke. Jaz ne rečem, da imajo vsem prav, ampak jaz sem pameten kot sam Satan, pa si ne drznem recimo oporekati tem zdravnikom. Čeprav, kadar res pridem k zdravniku, zdravnici, še tale Nina je zdaj me zapustila, sem dobil obvestilo, da imam eno novo zdravnico. Ampak kadar res pridem k zdravniku, rečem par stvari o covidu, recimo zadnjih 3-4 leta sem tole povedal, sem rekel, Nina, ne morajo oni tam, ki se mi gremo cepiti na vašo pobudo, reči, bojo stranski učinki, sedite 10 minut tamle, lahko skupaj padete. Sugestibilni ljudje bojo pričakovali, da bojo skupaj padli, pa bojo imeli motico. In se je pisala. Pol Lombardije ne bi umrlo, če ne bi vedeli, da gre za smrtonosni kitajski virus, ne vem koliko tisoč Kitajcev že umrli. Zdaj kitajska roba pride v Lombardijo in tam se je pol Lombardije okužilo. Pol jih je pomrlo zato, ker so pričakovali, da bodo umrli. Gre za učinek pričakovanega, ki je zelo znan med tistimi, ki proučujejo ali pa proučujemo placebo oziroma nocebo efekt. Se pravi, ko ti nekaj spontano negativnega pričakuješ, se ti to zgodi. Najbolj sugestibilni ljudje so ful imeli problem. Jaz sem šel cepiti 3-krat, ker so zdravniki tako rekli. In jaz nimam drugega, kot da spoštujem zdravnike. Jaz nekih stranskih učinkov nisem imel, sem jih pa imel v vojski. Tam so bili pa cepljeni, ne vem s čem. To, da mi kurc ni 2 meseca ostal, to pustimo zdaj ta brom. Ampak meni se rane niso celile. Tam so pa dobili ne vem koliko enih tistih šatovk v ramo, zato da ne bi zboleli. In jaz nisem bil res bolan nič. Se tudi sicer nisem. Ampak, če bi bilo po moje, se jaz ne bi cepil proti covidu. Ampak sem se, ker sem ubogal medicinsko stroko. Zdaj, teli stranski učinki, ki kao jih imate nekateri, ki ste se 3-krat cepili, ne, vi ste podlegli tej torturi antivakcinerjev, da češ, kako je cepljenje škodljivo. Jaz sem šel potem športnike preverjati, če jih je res toliko umrlo. Ne sem jaz, tudi drugi. Tam so našteli 200 športnikov, ki je umrlo zaradi cepljenja. Potem se je izkazalo, da sem tem seznamu športniki, ki so umrli na športnih igriščih, recimo nogometaši, ampak pred covid krizo. Vse so nametali, pa so pod pretvezo cepljenja, da so to športniki, ki so umrli. Ne, ne. To lažirajo tisti teoretiki zarote, ki pravijo, da je bilo to načrtno, da je načrt depopulacija in ne verjeti tem nebulozam. Tako da moje mnenje je, da tudi če so imeli stranske učinke te vakcine, to cepljenje, ker pri nam je ena umrla, pa je punca dejansko zaradi cepljenja, ampak je nek nesporazum bil vmes. Ta punca ni povedala, da je, ne vem,
na anti-baby pilulah, ne. In da je to stranski učinek, ko je bilo tam treba to povedati, ali imate kontracepcijo, ona zanikala. In potem je imela stranske učinke in dejansko zaradi cepljenja umrla. Ampak to je bil 1 na 100.000 se je to zgodilo, 1 na 100.000. Zdaj, če se zgodi neka smrtna nesreča, nekdo umre, tale Tereza Vuk, kolumnistka Fokus Pokus ali kaj tam gor pri Crnkoviču, je umrla zaradi cepljenja. Pa to se ne da vedeti. Tisti, ki bi pa radi stvari napihnili, pa rečejo, evo, stranski učinki cepljenja. Spoštovani, ne sam tale, ki me kliče, ne nasedati. Namreč jaz to snemam zato, ker hočem poduk narediti. Darren Brown je snemal neke videe na temo učinka pričakovanega. Nekdo, ki je pričakoval, da bo se to pa to zgodilo, se je to pa to zgodilo. In nekateri, ki pričakujete, da bodo cepiva imela stranske učinke in ker ste se cepili, zdaj čakate, da je vsak nahod, vsak glavobol, vsaka, ne vem, trebušna težava, že učinek torej cepljenja. To je anticepilska propaganda. Ne nasedati tem butlom, ne znam drugače reči, tem antivakcinerjem. To so zbegane, bolane duše, ki so pristaši, ukleščeni so v teorije zarote, ne samo to, da imajo cepiva stranske učinke, ampak sicer so nagnjeni k teorijam zarote. To sem na 10 koncih že vse, kako ne rečem, razložil. Teorijo Freuda sem utkal v razumevanje teorije zarote. Tako da jaz bom rekel, nehajte se ukvarjati s preverjanjem vašega zdravstvenega stanja, pa s tem, da ste se cepili. Jaz sem se tudi 3-krat cepil, nimam nobenih stranskih učinkov. Kako pa, koleni me bolijo. Ja, star sem že, pa 100 kil imam, oziroma zdaj imam 100, imel sem jih 120. Pa putiko sem imel, ja, pretežk sem bil, to ni učinek cepiv, ne. Tako da manj razmišljate o tem, boljše bo za vas. Verjemite stroki, stroka se načrtno ne moti, se jim zgodi tu in tam kak zdrs, ampak nimamo drugega, kot da poslušamo te, ki so bili odličnjaki in so šli potem na medicino in nekateri od njih so se posvetili cepljenju. Cepljenje je rešilo na milijone ljudi, otrok. Tudi če mi ne bi imeli tega cepljenja, ne bi imeli po svetu, mislim na COVID cepljenje, ne bi imeli na svetu samo 10 milijonov žrtev COVID-a, okrog 10 milijonov pa je ljudi umrlo zaradi COVID-a, ampak bi imeli 20 milijonov. Pa te, ki imajo dolgi COVID, ki so čisto sesuti, mislim, brez cepljenja, ne vem, skratka, moj apel je, poslušamo tiste, ki so poklicani, da nekaj vejo na to temo. Tega se jaz držim, pa sem pameten, ko sam sebe. Bi najraje razmišljal s svojo glavo, ampak sem toliko pameten, da vem, da posod se pa ne morem kurčiti s svojo pametjo. Res je, da skromen procent nekih zdravstvenih odločitev tudi lahko ima neko napako. To ne delajo načrtno. Recimo, napaka se mi zdi, je licenca, da mislijo, da je migrena, da je fiziološka živčna motnja, nepravilnost v delovanju živčevja. Ne, psihično je to. Ker jaz to s hipnozo takole naredim v 5 minutah. Vse začasno, psihoterapija pa pomaga trajno pri odpravljanju migrene. To mimogrede, ker zdravniki rečejo, to je pa nevrološka motnja. Pa tudi s placebo triki probajo to migreno zradirati pri nekaterih. Moj kolega je šel v zdravniku in pa je rekel, vse migrena je samo, zdravnik mu je rekel, migrena je samo ženska bolezen, vi jo ne morete imeti, ne. Pa je pa rekel, sem mu pa dokazal, sem tam čakal 3 ure v vrst, pa z medicinskim priročnikom počrtan, s flomastrom, tudi moški imajo migreno, poglejte. Se kolega,
to ti je, ker imaš hipohondrična nagnjenja, zdravnik dal za nalašč, zato da boš dobil do avtoritete dokaz, da moški nimajo migrene. In to je učinkovalo, dokler nisi stuhtov, da ima tudi moški migrene, in se dobil nazaj. Moj point je, da včasih tudi zdravniki s kako placebo ali pa nocebo finto pristopijo k svojim pacientom, ampak načeloma moramo mi zaupati in prav je, da smo zaupali zdravnikom, medicincem, epidemiologom, ki so poskušali zajeziti ne samo covid krizo, ampak ohraniti zdravstveni sistem, ki je še funkcioniral, ni kolabiral. Tako da, spoštovani moj fan, to sem zdaj malo odpredaval, zato da bi še drugi imeli nekaj od tega, covid krize ni več in ne zdaj čakati, kdaj bo tisti, ki ste trikrat ali pa enkrat cepili, kdaj boste dobili stranske učinke, ker če boste čakali, da jih boste dobili, vas bo glava začela boleti, pa trebuh, pa ne vem kaj še, nekaj bo narobe, ker pričakujete, ker so vas antivakcinerji zjebali. Evo, to je bilo to. Čau. Zdaj tole sonce me jebe.